Podobno kot pri ribi se je v Sloveniji močno zmanjšala tudi številčnost poljskega škarjanca, in sicer v zadnjih 15 letih za več kot 60%. Trenutno ga v Sloveniji v največjih gostotah najdemo na Podgorskem krasu, na kraških poljih, kot so recimo Cerkniško jezero in pa Pivško, na delih Ljubljanske kotline, vključno z Ljubljanskim barjem, in na Krško-Brežiškem polju. Na severovzhodu države pa se pojavlja in gnezdi na Dravsko-Ptujskem polju, na vzhodnem delu Goričkega, v Slovenskih goricah in pa na Pomurski ravnini. Najlažje ga prepoznamo po značilnem oglašanju, po takem žvrgolečem petju in pa teritorialnem letu, med katerim se dvigne zelo visoko v zrak in potem, ko zaključi petjem, kot kamen pada proti tlom. Na Ljubljanskem barju je še sredi 90-ih let poljski škarjanec veljal za zelo pogostega gnezdilca. Gnezdilo jih je nekje med 1500–1800 pari, ampak se je populacija v zadnjih 30 letih zmanjšala za več kot 90%. In zakaj se je to zgodilo? Poljski škarjanc je značilna vrsta odprte kmetijske krajine, predvsem travnikov in pa obdelovalnih površin z bolj nizko raslo vegetacijo in pa večjim deležem golih tal. Ogroža ga torej predvsem povečevanje njivskih površin, na katerih raste visoka ali pa gosta vegetacija, na primer ozimna žita so tak primer. Po tej vegetaciji se namreč težko premika, v njej tudi zelo težko lovi in ima tudi slabši pregled nad plenilci. Na zahodu države pa ga bolj kot neka intenzifikacija kmetijstva ogroža zaraščanje kraških pašnikov. V nasprotju s Pribo so mladiči poljskega škarjanca goliči, torej niso porasli s puhom, in ostanejo v gnezdu, kjer jih starša hranita, dokler niso sposobni poleteti, kar se zgodi tam nekje po 12 do 13 dnevih. Njihov glavni plen so žuželke in pa drugi nevretenčarji, ki jih lovijo pretežno na tleh in zato v bistvu potrebujejo dostop do zaplat golih tal, kjer je ta plen viden in ga tudi lažje ulovijo. Ukrep za poljskega škarjanca smo zato zasnovali tako, da kmetje zanj na njivi ustvarjajo zaplate neposejanih tal. In na teh zaplatah se škarjanci lažje prehranjujejo, uporabljajo jih za oprezanje pred plenilci in pa teritorialne boje med samci. In raziskave iz tujine kažejo, da ima na njivah s takimi zaplatami številčnost in pa gnezitvena uspešnost poljskih škarjancev večja, kot pa na njivah brez zaplat. Zaplato neposejanih tal najlažje ustvarimo med setvijo ozimnih žit, oljne ogrščice ali pa detelje. In sicer med setvijo na izbranem mestu ugasnemo, pa dvignemo sejalnico, se premaknemo za nekaj metrov naprej s traktorjem in potem nadaljujemo s sejanjem. Posamezna zaplata mora biti velika vsaj 25 kvadratnih metrov, široka mora biti vsaj 2,5 metra in hkrati od roba njive oddaljena vsaj 5 metrov, kajti s tem v bistvu zmanjšamo vpliv talnih plenilcev, ki se gibljajo dostikrat recimo po nekih robnih predelih njive. Finančno podporo za ta ukrep je mogoče pridobiti v okviru sheme za podnebje in okolje.